tudi po mojih izkušnjah, ker se trudim delati to, kar mi je všeč. Ne bom rekla, da to ni dober nasvet, ni pa popoln nasvet. Zato ker če si mi izberemo nekaj, kar je naša strast, v čemer uživamo, slej ko prej bomo prišli do dela tega poklica ali pa tega, ne opravljanja profesionalno tega dela, ki nam ne bo všeč. Zato ker noben poklic, nobena strast, noben hobi ni 100% nam všeč in vedno pride pač neki procent tega, da se soočimo s stvarmi, ki nam niso všeč. In tudi če recimo mi radi, ne vem, snemamo videe, smo influencerji, ko se pogovarjaš z influencerji, ki to dejansko so, vidiš, da je to pač jemljejo kot službo in tudi niso toliko navdušeni, kakor so bili, ne vem, na začetku, ko so se s tem mogli ukvarjati, ker zdaj se soočajo s tem, da morajo pač skozi in skozi novo vsebino pač proizvajati in postane to naporno in bi tudi včasih radi samo uživali, pa morajo poskrbeti za to, da objavijo, ne vem, 5-6 videov na dan novih in ne, sploh če si hočejo vzeti 14 dni dnevne počitnice, to pomeni, da morajo pač stvari na zalogo delati, da morajo se ukvarjati s promocijo, z marketingom, z povezovanjem, z finančnimi aspekti pač tega, kar, ne vem, svoj posel prinese. Tako da vedno, ne, ko pridemo do tega, da pač delaš svojo strast kot svoj poklic, s katerim se preživljaš, prideš do dela, ki ti 100% ne bo všeč in bo muka. Je pa definitivno lažje, da v življenju počneš nekaj, kar ti je v osnovi všeč, ker potem tudi ta del, ta mučen del poklica veliko lažje narediš, ker če že v osnovi delaš nekaj, kar ti ni všeč, potem pa še ta mučen del zraven pride, to pa je zelo naporno in 40-50 let delati stvari, ki ti niso všeč, je pa tudi ni najboljša perspektiva za življenje, no.